profesionalni igralec badmintona. Dosežki mogoče? 13-kratni državni prvak, udeleženec evropskih in svetovnih prvenstev. To pa nikar tako čestitam. Mene pa zdaj zanima, zakaj ravno badminton? Badminton, začetek je bilo zaradi očeta, ki je ljubiteljsko igral. Potem pa sem bil v vseh kategorijah praktično najboljši v svojem letniku in potem kar ostajaš in ostajaš. In pol si 30, pa se zaveš, da 20 let igraš badminton. Ampak super, no, s vsemi temi uspehi sem vesel, da sem izbral badminton. Oče je danes tu? Ja, ne, sem prepoznala, nisem bila zime. Se od tega da pač živeti samo od badmintona ali je potrebno še poleg pač kakšna dela? Če si najboljši v Sloveniji, se da. Živimo predvsem, koliko nas je teh profesionalnih igralcev v Sloveniji, živimo od igranja v tujih ligah. Nekaj malega se da zaslužiti tudi na turnirjih, ampak to je bolj redko, ker pač zmage so na mednarodnih turnirjih redke. Mogoče, kako se ti zdi danes ta dogodek? Si vesel, da so pač naredili nekaj takega za badminton, si mogoče pričakoval več ljudi? Ja, sigurno je super, da nekdo se trudi v Mariboru za popularizacijo badmintona, ki je rekreativno super šport, sploh v tem zimskem času, ko zunaj nimamo priložnosti se toliko gibati, je fajn, ker se res kvalitetno premigaš v eni uri, je čisto dovolj, včasih je 5 minut dovolj za nekatere. Ljudi je kar nekaj, seveda bi bilo pa boljše, če bi jih bilo še več. Dobro, hvala. Sem Maja Tvrdi, dvakratna olimpijka, pa 9-kratna državna prvakinja. Največ mi pomeni pa medalje sredozemskih iger. So večji uspeh. Hvala. Torej, kaj danes počneš tukaj tudi ljudem, ne vem, daš neka navodila, razlagaš pravila, tehniko? Ja, vse to. V bistvu danes imamo en tak dan odprtih vrat, malo predstavitev badmintona, da povemo malo tudi o napredni tehniki že obstoječim članom, predvsem pa tudi tem, ki so danes prvič tukaj, da se predstavi pravila badmintona, da malo odigram z njimi, da v bistvu dobijo občutek, kako je igrati z boljšimi, predvsem tudi mogoče razliko med plastično papirnato žogico, ne. Take malo osnove, pa mislim, da so zaenkrat vsi kar zadovoljni. Sicer tudi mogoče koga učiš ali ni časa za to? Sem že marsikoga do zdaj učila, bolj me veseli recimo individualno delo, mogoče s kakšnimi mladimi perspektivnimi, sem pa tudi že s kakšnimi marsikom takimi starejšimi, ki so pač želeli v bistvu svojo že obstoječo igro nadgraditi, malo tehnično bom rekla bolj podkovati, ne. Tako da absolutno imam zelo malo časa, zdaj še imam 4 meseca staro hčerko doma, ampak pa 2-krat na dan treniram, ampak ja, se najde sigurno čas, če bi kdorkoli želel, se lahko zmeni. Kaj pa meniš o razširjenosti badmintona? V Sloveniji je razširjen, bi lahko bil bolj? Zdaj v Ljubljani, od kjer pač izviram, je badminton zelo razširjen, bom rekla, prav telovadnice namenske za badminton, kar se gradijo, ne, danes na jutri. Zdaj, ko pa tukaj že drugo leto živim v Mariboru, pa opažam, da ni toliko zelo razvit, kakor v prestolnici, se pa dejansko opažam, razširja ta rekreativni badminton, kjer ljudje grejo, si zakupijo igrišče. To sigurno, ne. Zdaj za sam tekmovalni badminton pa se mi zdi, da je še premalo posluha s strani tudi medijev, ne. Pa ko bojo enkrat ljudje spoznali, da je to tudi dejansko profesionalni vrhunski šport, olimpijski šport, ki se ga da orang trenirati, pa mogoče bo pol tudi tukaj več, bom rekla, zanimanja, pa pol tudi večji uspehi, ne. Hvala.